drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice, to je zdaj zadnja ura resnice pred nedeljskimi volitvami, s menoj sta naša stalna komentatorja Bernard Nežmah in pa Boštjan Turk. Nadaljevali bi s tem komentiranjem predvolilne kampanje, ampak vseeno, ker je pač zadnja oddaja, bi jaz predlagal tako, da malo tudi, jaz bom v bistvu, sem si nekaj zamislil, da bi poskušal odgovoriti na tri, recimo, glavna vprašanja. Prvič, zakaj ne bi bile te volitve tako pomembne in tako usodne kot ti akterji teh volitev, ki kandidirajo, zdaj pripovedujejo že nekaj časa? Kaj je, recimo, po vajnem mnenju, pa po našem mnenju, najbolj zaznamovalo to volilno kampanjo in kaj se dejansko dogaja oziroma se dogaja v teh zadnjih dneh te predvolilne kampanje? Pa zdaj začnem pri tebi, Bernard. Zakaj, recimo, nekateri pač politiki, ki kandidirajo, predsedniki strank, pač praktično vsi, recimo znam sem poslušal spet Matjaža Hana, predsednika SD, da so te volitve res tako pomembne in da so usodne. Zakaj? Če to drži, oziroma če to drži, zakaj? No? Ja, če so tako usodne, se zdi, kot da so bolj usodne kot volitve 1990. Skratka, to evidentno ne drži. Ne drži? Ja. Takrat je šlo za prelom, bomo imeli demokracijo ali ne. Mislim, ti so bile prve volitve, na kateri si lahko sploh glasoval za stranke po letu 1945 in so bile gotovo usodne tiste. Vsake volitve so pravzaprav usodne. Zato, ker je to trenutek, ko se bodisi prejšnja oblast poslovi ali pa nadaljuje svoj mandat in z ozirom na to, da nam vlade z zakoni krojijo življenje, je seveda zelo pomembno, katera vlada. In z tega zornega kota so pa seveda usodne, ampak natanko tako, kot vse ostale. Niso to doben, kako bi rekel, pozitivni ali negativni presežek v tej parlamentarni demokraciji, ne? Ja, jaz ne vem, sploh zakaj bi to postavilo. Recimo, morda bi bile, lahko rekel, usodne volitve, če bojo kdaj imeli zdaj v Ukrajini, po vojni, v kaj se bo obrnilo, ali pa tam bo usodno, podpišeš kakšen sporazum z Rusijo ali ne, to so usodne stvari. Ampak samo to še, Boštjan, predtem dam besedo, vse zate veljajo isto vprašanje, ne? Ja. Samo to še me zanima, ali je to recimo kakšen motivacijski faktor, recimo, da ti, če si predsednik stranke pa kandidiraš, opozarjaš ljudi, ne, to je zdaj usodno, morate priti na volitve, oziroma posledično volite mene, seveda. To pa seveda, jasno, ti moraš angažirati in bolj, ko imaš dramatičen govor, bolj bo, oziroma tudi tebe se bolj opazi. Če izrečeš, da so to zdaj usodne, naenkrat tvoj stavek je pomembnejši, kot če bi rekel, gremo na volitve v tak in tak program. Ampak to onkraj tega pač čist retorične uverture ne seže. Izvoli, Boštjan. Ja, recimo, v usodnosti volitev. Ja, seveda, jaz se tu strinjam s Hanom, recimo prvič, da se strinjam, pa recimo z Bernardom se ne strinjam, zato ker te volitve so dejansko usodne volitve. Preprosto zato, ker pač to, kar vidimo, ker tudi jaz ves čas razlagam, kar je moja glavna teza, da Golob je v vojni z najbolj vitalnimi plastmi slovenskega naroda, vkolikor ne z slovenskim narodom v celoti. Najprej je to, kar nas recimo midva z Bernardom prehajava iz recimo ljubljanskega univerzitetnega okolja in so mogoče malo bolj zaščitena zoper to usodnost. Ampak jaz to usodnost vseeno vidim, ker sem poročen na kmetijo oziroma na kmete in vidim, da kmetstvo je najbolj prizadet sloj tukaj z davki, z dodatno birokratizacijo njihovega dela. Jaz to konkretno poznam. Kmete je kmetstvo, brez katerega seveda mi Slovenci ne moramo preživeti in vsi Slovenci v tej ali oni korenini izhajamo iz podeželja, od kmetov, je ogroženo dobesedno na smrt. Nekaj tega se vidi prek Podgorska in to. Druga plast, ki je seveda ogrožena, so ogroženi podjetniki, je ogroženo gospodarstvo. Da sem jaz Han, tle se pa seveda ne strinjam, jaz bi udaril plat zvona, ko bi prvo podjetje odšlo iz Slovenije. Odšlo nekaj Han govori, so zdaj te volitve usodne. Seveda so usodne, zato da taki, kot je Han, ne pridejo, nimajo več stika z gospodarstvom. Usodne so za samostojne podjetnike. V Sloveniji je 100 000 samostojnih podjetnikov. Golob jih je obdavčil in kup enih samostojnih podjetnikov je šlo v stečaj oziroma je zaprl SP. In preprosto, če bo še enkrat Golob, jih bo tako rekoč vsi zaprl SP. Usodne so za sobodajalce in za najemojemalce, zato ker z vsemi temi davčnimi, bi rekel, floskulami, je rezultat ta, da so najemnine višje. Usodne so za paciente.
za bolnike. Se zdaj ravno kar včeraj nekoga, ki ima nujno operacijo na srčni zaklopki, ne morem imena povedati, ampak zato, ker so zmanjšali koncesije in gor in dol, on čaka, čeprav je življenjsko ogrožen, čaka ad infinitum. Takih primerov je, kot hočete. Usodne so potem za zdravnike, za zdravstveno osebje. Halo, mi odmirajo določene ključne veje, maksilofacialna kirurgija, da imate vi prometno nesrečo, se zaletite in imate poškodovano čeljust, kdo vam bo v sestavu. V tem trenutku mi nimamo operativca, ker se bo to potreben nek tim, da vam bo to sestavil. Usodne so za zdravnike, za zdravstveno osebje, ki množično odhajajo v Italijo ali v Avstrijo. Zdaj odhajajo celo na Hrvaško. Pa to je neverjetno. In usodne so potem naposled recimo za vse, zato ker nam pač Golobova vlada grozi z novimi davki. Tudi nama z Bernardom, ker prejemava plačo iz visokošolskega učitelja, so pobrali za to dolgotrajno oskrbo, ki jo ne uresničujejo. Naposled so pa seveda usodne za upokojence, zato ker eutanazija, sploh tega nisem razumel, zakaj ta strast po tem, da bi nekoga predčasno ubila. In ta vlada bo prvo, kar bo naredila, bo speljala zakon o ubijanju starejših in nemočnih, in zato so pač usodne, jaz mislim, hočem reči, to so ljudje, morajo pač to razumeti in morajo voliti proti Golobu. Zdaj, Boštjan je našel nekaj elementov usodnosti. Ja, ampak jaz bi to vse malo drugače označil. To so razlogi, zakaj je modro glasovati proti Golobovi koaliciji. In zelo utemeljeno. Ampak usodne so bile volitve tudi, ko je Golob prihajal. Tudi vedel se je, da bilo je jasno nekdo, ki je padel z neba, ki se je ukvarjal z privilegiranim, tako rekoč monopolističnim položajem v državi, bo seveda vlado vodil na isti način kot svoje podjetje, kar je popolnoma v nasprotju z participacijo in ministrov in državljanov. Tako da v tem smislu se jaz strinjam, da je veliko razlogov voliti proti Golobu. Ampak usodne so v takem načinu, kot so tudi prejšnje vlade prinašale politike, zoper katere je recimo tedanja opozicija oponirala. Je pa seveda res, da je zelo veliko število ljudi dejansko prizadetih zaradi tega. In tudi, pravzaprav, jaz bi tako rekel, en fenomen neverjeten, v čemer me pa spominja in se ne morejo tega znebiti, ta nova vlada na dejansko stari partijski čas. In v katerem smislu? Pove, zdaj imamo dolgotrajno oskrbo za vse. Sprejeli smo zakon, odlično. Zdaj, v resnici zakon ne deluje. Vsi, ki rabijo pomoč na domu, je nimajo. Za ta del ga še niso predvideli. Ampak pravijo, to ni problem, enkrat že bo. To je bilo nekaj podobnega kot ta retorika partijskega režima, ki je veljal komunizem, samoupravljanje za najboljši možni sistem na svetu. Potem je pa kaj ni delovalo, so rekli, to bomo pa še popravili. Skratka, in v tem smislu, da je vsem na očem jasno, da so zorganizirali to oskrbo samo v tem ugodnosti, da ljudje v domovih plačajo nekaj manj, da vsi ostali, ki so pa drugod, večina še procesuirana ni. In da to ne moti večine medijev, konec koncev, to jaz nisem nikjer na soočenih sem opazil, da je bilo kakšno vprašanje v tem silnem protislovju. Hkrati pa pobiraš ljudem denar. Takih stvari je pogromno. V tem smislu, kot rečeno, je za mnoge ljudi usodno in zelo smiselno njihova volilna odločitev, ampak iz tega stališča zgodovine ne bi rekel, da je. Zdaj, ta pridih usodnosti, ni to malo tudi tako, bomo rekel, so nekateri akterji tako malo sami spožili, recimo ta neverjeten, ampak res neverjeten fizičen, in še kakšen mogoče drug aranžma, recimo Milana Kučera, ki je hodil recimo po terenu, je bil od prireditve do prireditve, dogodka, milijon intervjujev dal, izjav in tako dalje. Mislim, kada se res, tega ni bilo, recimo. Ja, on dokazuje svojim angažmajem, ki je tokrat večji kot običajno. Sicer vedno je, ne smemo pozabiti, nikoli ne abstinira, nikoli ni upokojenec. To je, meni je všeč fenomen Kučan, ker mu je uspel pa res nekaj.
oziroma ni uspel nekaj. Medijem je uspel. Mediji, če boste gledala, vsake toliko časa da tudi kakšen velik intervju, ampak v nobenem izmed intervjujem se ne pogovarjamo o izkušnjah vodenja države ali pa česarkoli pred letom 90. Z njim se pogovarja samo o svetu, kakšen je bil, oziroma kako ga je vodil ali pa kako ga opazuje po letu 90. Njegova, bi rekel, tale perioda, ki je bila pa od začetka 70-ih do 90, se pravi 20 let ali pa tam 10 let top politike, ni tema. Nič se ne sprašuje, kako je bilo pa takrat stanovanje ali pa ono drugo. Zdaj, hočem reči, jaz le vidim še enega izmed lepih trikov, ena izmed teh soočenj ali pa pripovedovanje, gradimo stanovanje, za mlade. Dej, najprej retorično, to je partijski režim ves čas gradil stanovanja. Sem tako se rekel, ne za mlade, za borce, toliko borcev še nima gor. V čem je zdaj problem tega? In to je čist netematizirano. Danes živimo pač v tržni ekonomiji, kjer si pač avto, kolo, karkoli kupaš sam, počitnice. Naenkrat se pojavlja recimo šole, brezplačna, zdravstvo, tudi v veliki meri. Zdaj se pa pojavlja v enem hipu ena dobrina, ki je sicer ena najdražjih, stanovanje, ki ga bo podajala država. Ok, načelno bi rekel, zakaj ne, ampak v situaciji, ko ga lahko dobi vsak, ki ga išče, ki ga rabi. Če je pa to eden izmed tisočev ali pa 10 tisočev, si ti spremenil to v loterijo. Skratka, državni sistem ali pa celo v korupcijo, ker človek ne ve, kako se po občinah delijo stanovanja. A pa sploh, ko imamo pol naslednjo izigravanje, in to je tudi popolno polje korupcije, izigravanje, ko pravijo deficitarni poklici. Pa dajo nekaj zdravnikov, bojo dali stanovanje, ki pride v drugot, recimo, ga še nima. Vsi ostali zdravniki, ki delajo, ga kupijo pa sami, ga pa ne dobijo. Skratka, to je sistem, zato ker je teh dobrin toliko malo in jih seveda država ne more financirati za vse še stanovanja, še ne vem, kako ima Koreja, mogoče ne to uspe, generiraš sam po sebi največjo možno korupcijo, hkrati jo pa prikazuješ kot dobrotvorci. Ja, Koreji to uspe, ne? Severni Koreji to nedvomno uspe, ker tiste, ki so presežek pri iskanju stanovanj, pač popokajo v lagar, ne? Pa ni več stanovanjskega problema. Hočem reči, jaz se strinjam absolutno z Bernardom in bi to, bi rekel, izrazil v modrosti, ki se izraža v enem vicu, ki ga je Reagan povedal. Namreč v Sovjetski zvezi so imeli tudi vsi avtomobile pa vsi stanovanja, vsi so imeli lade. Ne? Sam na lado si moral čakati 10 let. Ne? In potem pride nekdo kupovati lado, plača, prav prodajalcu, pač, kdaj pa bo lada, prav tukaj 10, se pravi, danes smo recimo 20. marca 26, plača, 20. marca 36, ne, pride avto, ok, pravi. Kdaj pa jaz avto prevzamem, je rekel 20. marca 36, ne, pa prav, ja, v redu, ampak dopoldne ali popoldne, ne, pa uga gleda, pa poslušajte, kakšna razlika je pa to, kaj pa je to brez veze, dopoldne, prav, ne, dopoldne pride vodovodar. Dobro, zdaj, če smo malo obdelali tole domnevno sodno volitev, pa recimo tako, da vprašam, kaj je po vajinem mnenju, recimo, za vaju dva, recimo, tako najbolj tako zaznamovali to volilno kampanjo? Če bi bilo, recimo, ne vem, drugačno od drugih, na primer? Po čem si jo bomo, recimo, zapomnili čez 50 let, če si jo bomo po nečem? Zdaj, verjetno si vsako kampanjo po nečem zapomnimo, ne? No, na formalni ravni je gotovo obilje soočen. Mislim, da takega količine še ni bilo, po vseh različnih medijih. Ker zdaj so prišla ta spletna soočenja zraven. In tudi, recimo, na podcastih, da mene preseneča, kam so pripravljeni voditelji vse jati, da grejo. Jaz sem zadnjič poslušal, mi je bilo odlično soočenje na Radio Ognjišče, kjer je prišla vsa top garnitura politike, celo Golob preden je odletel. Ja, mislim, da se je Hanu pravičil. Ampak vse, kar je prva liga, vsa je bila tam. Mislim, da je bilo eno boljših soočenj, skratka, bolj racionalno. Se pravi, tega je zelo veliko. Kar mi seveda govori, da nihče nima občutka ali pa podatkov ali pa indicov, da bo zmagal. Skratka, treba je vsako situacijo jeti za to, da vsak glas je dragocen. Kar recimo te
demoliranja plakatov ali pa neočaščenja, to je bilo vedno. To je nič drugega. Bilo je pa to, da so poskušali Svoboda iz tega narediti, ko so jim kakšen kadaver vrgli tja, veliko stvar. Tle ni dvoma, da gre za kako bi rekel, ne samo nespodobnost, da gre za nekaj onkraj civilizacijskih norm, ampak kar je bilo posebno pri tem, da so pa takoj vedeli, kdo to počne. Skratka, policija ni nič odkrila in celo vedeli so, na kakšen način so recimo te uboge živali končali, da jih je nekdo zlobno ubil. Skratka, ni bilo tam, da bi veterinar pogledal najprej, to je bila povožena žival, karkoli. Ampak je že kar sama stranka naredila ta narativ, da so hkrati še žrtve enih pobesnelih simpatizerjev njihovih nasprotnikov. V tem smislu so se trudili, Svoboda se je zelo trudila biti žrtev. Biti žrtev, ker to je en nov modus. Do zdaj že dolgo časa ne pomnim, da bi ena stranka nastopala kot žrtev v vseh smislih. Ali pa recimo se je pojavil Hakenkreuz in policija ni vedela, kdo ga je naredil. Kulturna ministrica Asta Vrečko je pa točno vedela, kdo ga je naročil in kdo to širi. Se podobno je bilo vsem zgodbo s tem Nulom, Jašo je Nulom, ki so mu pač vrgli jajca v njegovo stanovanje in tako pa zračnice in je obtožil SDS-u, se spomniš. socialisti. To se je pa skazalo, da to policija je celo povedala potem, da to so bili neki drugi pač fantje, ki tam pač v tistem okolišu pogosto mečejo pač jajca pa tako, Zračnice so spuščali Mihi Kordišu v njegovemu kolesu in tako naprej. Ja, zdaj gre za nekaj. Eno so, rečemo, te drobne pobalinščine, odkodarkoli pridejo, drugo je pa to povezati s političnimi strankami. Zato rabaš pa nekaj več. V vsakem primeru ne moreš decidirano trditi. In meni je bilo zanimivo, da so si na levi strani nekako malo razdelali temo. Kadarkoli je bil križ, Hakenkreuz je bil to tema za levico. Levica je lahko napadala tako imenovane naciste, čeprav človek ne ve, kako bi sploh lahko to poveš. Konec koncev, stvar je psevdo problema. To je bil gotov en velik moment, drug je pa bil, nov je pa, da je pa količina medijev in tudi spletnih, ki je pa tokrat na voljo, je pa bistveno širša, kot je bila nekoč. In z tega stališča pa recimo moč nacionalke ni več tako usodna. Namreč, nacionalka je bila pomembna, ker je izbirala program, o čem bo govorila, o čem ne bo govorila. Zdaj, ko pa ne govori, je pravzaprav dela odlično reklamo vsem ostalim, ki govorijo. Ti gledaš, vidiš, ta tema bi pa zanimala. In potem greš na Info 360, Planet TV, karkoli, Pop TV, kdaj več pove. Skratka, ti imaš kraje, kjer se lahko artikulirajo problemi, oziroma jih lahko žurnalizem pogleda globje. In to je pa novost. To je novost in v tem smislu kampanja tokrat ne more biti, karkoli se zgodi, tako enosmerna, oziroma javno mnenje ne more biti zapeljano tako v en sam zorni kot. O tej temi, o kateri bomo najbolj še govorili. Se imam tu še v bistvu neko pot vprašanje, izvoli, Boštjan. Jaz bi rekel tole, da tu je zdaj v finalu te kampanje oziroma v kampanji prišlo do izraza zelo to, kar ta element, novi element, ki ga je Golobova vlada uveljavila kot prva, kot glavno, bi rekel, glavni retorični prijem, in to je laž. In sem zelo izredno, bi rekel, zaprepaden nad tem, da zunaj, bi rekel, nekih ožjih posameznikov, ki so organizirani recimo v medijsko dokaj prepoznavne strukture, se o tem, da Golob laže, sploh ni govorilo. O tem ni govorila Akademija znanosti, o tem ni govorila univerza, o tem, da laž postaja, bi rekel, na nek način legitimiziran element slovenskega javnega prostora, ni govorila tudi cerkev, čeprav se jaz zdaj absolutno strinjam z tem, da je nagovorila vse ključne teme.
v tem si govoril ti, ne, tvoja knjiga Gospod na tek je pač to čista analiza, ne, v tem sem govoril jaz, v Etnikih svobode, ne, v tem je govoril Ljuš Pertinač, ne, zelo obširno, jaz dva tudi Etnikih svobode citiram, ne, ampak to je nekaj, kar je v nasprotju, laž je v najglobjem nasprotju z naravo Homo sapiensa, zato ker onemogoča družben konsens. Družben konsens ne more, laž ga demontira, ne? Mi dobimo totalitarno družbo. Ne? In recimo to, in zdaj seveda v finalu volilne kampanje, je pa seveda prišlo to do izraza. Ne? To je pa laž, recimo izmišljevanje, recimo jaz se spominjam Mekino, tam ki je rekel, da so bili obveščevalci na sedežu SDS-a, da so bili sigurno takrat, pa da je imel rdeče nogavice, pa zeleno kravato, je kako pa veste, da je imel, ne? Ja, zato, ker je vir povedal, no, kje pa je vir, kje pa je, ja, ne, to pa ne smem, ne. Tak. In potem so isto, bi rekel, isto Pipi Štrumpf zgodbo, ne, ali pa lažnivega klubca angažirali še Sovo, ne, in potem so angažirali zraven še te ključne medije, ki so vsi tulili kot obsedeni, tako kot v Orwellovem 84, ura sovraštva, ne, da je un z rdečimi nogavicami pa zeleno kravato, a ne, da je un z Janšo naredil tako rekoč to, kar je naredil Eichmann z Judi, skratka en popoln kaos, iz katerega je bilo očitno samo to, da želijo na vsak način kompromitirati prvo opozicijsko stranko, za katero pa jaz vem, ko je to ven prišlo, vem. Nima operativnih možnosti, niti finančnega zaledja, da bi lahko te prisluhe pridobila ta druge posnetke, ki so bili pridobljeni v tujini, da v tem, da gre za dve popolnoma različni, bi rekel, vrsti posnetkov, ne, sploh ne govorimo. Eni posnetki so pa od ne vem, Vesna Vuković je sama priznala, da je gor, ne. In druga katastrofa, v trenutku, ko je Janković rekel, jaz bom tožil Nino Zidar Klemenčič, je s tem poudaril, da dojema te posnetke za avtentične. In potem, seveda, mediji so namesto, da bi rekli, kar je bistveno, ljudje božji, dajmo se mi vprašati, kakšno oblast imamo. Kakšno oblast imamo, da se te zadeve lahko pojavljajo v javnosti. Vse to, kar smo slišali. So mediji to konfigurirali oziroma zapeljali v smer unga z rdečimi nogavicami pa zeleno kravato, ki da ne bi bil pri Janši, še danes ni jasno, a je bil ali ne. Jasno je samo to, če bolje to poznaš, da SDS nima operativnih možnosti nekaj tazga narediti. Za une posnetke od Vesne Vuković je pa itak jih delo, ne vem kdo, nekdo iz nekoga kroga, ker so služili notranjemu obračunavanju v Svobodi. In to je recimo, to je nekaj, kar je neverjetnega. Ne. Ok, ampak samo eno še podvprašanje imam glede tega, kar sem vprašal, no, zdaj Boštjan, bom tebe pač vprašal, ker si začel s temi soočenji, no. A zdaj to pač, ko je veliko ljudi, zdaj to o tem pač nekaj debatira, razglablja, pa tako dalje piše, ne, govori, da je zdaj to kampanja, prva kampanja, v kateri pač ne bodo odločili klasični mediji o izidu oziroma televizije. Je to? Smo že tukaj ali še nismo tukaj? Ja, jaz bi rekel, da ja. In razlog je... Da ja, kaj? Da je odločitev presega tradicionalne medije. Aha. Skratka, da prihaja v drugot. Če dam en takle primer. V politiki je pomembno, da nisi sam. Ali pa v političnem razmišljanju. Ko smo imeli čas, ki je bil bolj značilen vzhodne Evrope, boja proti tedanjih disidentov, pa so bili Brodski, Cvetajeva, Ahmatova, Pasternak, ki so imeli hude težave, da bi karkoli objavili. Torej, kaj boš počel kot pisatelj, če ne moreš objavljati, ravno to počneš. Srečevali so se po stanovanjih, so si nosili svoje tekste, so si malo prebirali in so afirmirali in podpirali drug drugega. Skratka, izjemno pomembno je bilo vsaj par ljudi imeti, da nisi sam. Zdaj povzemo čist preprosto. Leta 2008 je bila Patria. Naenkrat se zgodi Patria, afera, in takrat je imela opozicija, mislim, da Reporter pa Demokracijo. Pa recimo na nek način sta bila Radio Ognjišče. Nacionalne televizije, ne? Ne, hočem reči od velikih medijev. Ne. Pač Možina ni usmerjal televizijo na isti način, kot je vodil Dnevnik politiko svojo. Skratka, v tisti situaciji je, bi rekel, ena tema takoj prevladala in je naredila zelo velik vtis.
Zdaj so se dileme. Ljudje imajo dileme, reče, pa res, se bi volil za Janšo, ampak to pa res, to pa ne gre, da kaj tacga naredi. In sploh, kdo je sledil, recimo, TV Slovenija, je dobil ta vtis. No, zdaj, seveda, tak človek se bi rad soočil z vsemi vprašanji in rabi dialog. Eno je gostilniški klepet, drugo je pa medijska razmišljanja. Ko sliši bivšega direktorja vede policije, ko nekaj o tem pravi, ko sliši pač nekega analitika, kogarkoli. In s tem se javno mnenje pravzaprav iz čist zasebnega občutka artikulira in lahko najdeš argumente. In v tem smislu je to pomembno. Se strinjam s tem, recimo meni pri tej zadevi bilo najbolj zanimivo, ko je nacionalka, ko je morda bi sam še mičkam polemiziral z Boštjanom. Se strinjam, da je laž faktor, ampak jaz bi ločil laž od manipulacije ali pa medijske radovednosti. Laž, ki je bila tokrat očitna, je bila in šokantna, da je Golob v soočanjih zanikal, da je izrekel svoje slavne stavke. To pa je laž. Vse ostalo lahko najdemo razloge, da tudi verjamejo karkoli, tudi stališča novinarjev. Ampak to je evidentna laž. Ampak zdaj, kaj se je pa tokrat zgodilo? To je pa šokantno. Novinarji so molčali, kot da je spopad zdaj med Janšo pa z njim, kar nekdo trdi, da je to rekel, nekdo ne. Skratka, in zdaj, če vzamejo. Skratka, po tvoje bi mogel novinar poseči in reči, gospod Golob, tukaj se pa izvili zlagala. Seveda, tako je bilo. To so levi. Ampak ne, vzemimo zakaj. Po mojem, on zaradi tega tudi ni hotel priti na Planet, ker je verjetno vedel, da bodo tam posnetek zavrteli. Ja, zelo verjetno. Ampak, no in tudi, konec koncev, sicer tehnično mi je zdaj zanimivo, bi imel kakšen, lahko imel Janša sabo posnetek, pa ga predvajal. Skratka, če bi bila malo bolj prebrisana kampanja. Ampak hočem reči, v čem je zdaj vrag? Vrag je v tem, da novinar, ki je politični, ki ni začel danes kariero, to je sestavni del splošnega poznavanja. In to vsak politični novinar to pozna. In ko to sliši, on molči. Mi smo imeli vedno, recimo, kadar je bila kakšen izmed politikov se znajdel, pa sploh prejšnjih vlad, pa so mu novinarji vedno rekli, to pa ne drži, ono gor. Tukaj je popolna, kako bi rekel, odrevenelost. In se ga pusti, da pripoveduje karkoli in vse. In tudi v nobenem velikem časopisnem dnevniku ni pisala, premier je izrekel laž, skratka, notorično. Zdaj, to vprašanje, ko sem jaz gledal, kot rečeno, odziv, skratka, imel si Sovo, oziroma Sovo, ni nastopala Sova, nastopal je Volk, državni sekretar v imenu Sove, tako da je vprašanje sploh lahko Sovi karkoli učitamo. In kaj je on rekel? On je rekel takole, imamo dejstva, ki kažejo, da bi to in to. Po vsej verjetnosti je to in to. Skratka, ko je nekaj po vsej verjetnosti, je vse stvar domneve. To nisi nič gotovo. Se pravi, imeli smo samo hipoteze, možnosti, preigravanja, skratka, vse, lahko se tudi to zgodi, zakaj ne. In kaj naredi pol nacionalna televizija? To postavi pol kot dejstvo, ker on je onemogočil, Volk je onemogočil kakršnokoli novinarski poizvedbo. Potem, ko je imel svoj ekspoze, so bila vprašanja. In jaz sem šel meriti. Za ekspoze je porabil 4 minute, od tega 40 sekund ne poročila, ampak opis svojega čustvenega stanja. Kako je domovina ena, kako je prizadet, kako je lojalnost prvi. Skratka, nič ni poročal o tem, kaj je Sova ugotovila, ampak je imel pač gledališki nastop. Potem pridejo pa vprašanja. Na 6 vprašanj je bilo takole. Na vse na enega je odgovoril v 6 sekundah, tako da je rekel, da se je izmaknil, potem je rekel, ne vem, porabil je 2, 3, vse skupaj porabil 22 sekund za odgovore, ki so bili vsi ne. Skratka, daj se ni zvedeti nič, kaj to je. Skratka, zvedeti se je sicer to, da ne more noben reči, da do menega dokaza ni, da so bili na SDS-u, to je bilo očitno. No in kaj naredi pol televizija?
Televizija pa posname navdušene, euforične voditelje Svobode, Asto Vrečko in se pravi še SD-ja, vsi so seveda jasno. Zakaj ne bi, a ne? Njihov največji tekmec je v Kotu, a ne? Zakaj ne bi slavili? In zdaj, kaj je bilo meni pri tej stvari zanimivo in je zelo pokvarilo celo to sliko. Prav na soočenju na ognjišču so potem o tem vprašali tudi Stevanoviča, pa Prebiliča, oziroma še nekje druge sem videl, so tudi vodjo Piratov. In zdaj je bilo zanimivo, nihče od teh tekmecev ni odgovoril v istem glasu kot ta trojica vladna. Se pravi, imeli so za distanco. Veliko distanco, ostajali so na pomembnosti prisluhov, ne na tem. In zdaj, če vzamemo takole, če bi nacionalka hkrati ob euforičnosti, istočasni teh treh, pokazala še odzive, ali pa še Erjavca, pa ostalih, bi dobili čisto drugo poročilo. Ampak tukaj so zavestno izbrali samo ene, ki so gradili tako in tako sliko. Ampak ta slika kljub vsemu preveč močna ne more biti ravno zaradi vseh ostalih medijev in seveda interesa gledalcev. To pa je tema, ki vsakega zanima. In če ne dobiš na nacionalki, greš pogledat drugam. Ampak vse to mislim, da se je ta lom nekako včeraj zgodil, se mi zdi. Ne vem, če ste videli soočenje včeraj se včeraj da enkrat Golob ni prišel več skozi to tezo okoli teh izraelskih obveščevalcev. Malo se mu je to verjetno že zaluštilo v Bruslju, kot vidim. Včeraj je prišlo do enega preboja, ki jaz upam, da ker tu bo šlo na volitvah, bo šlo seveda samo za tako imenovano zdravo pamet Slovencev. Koliko imajo zdrave pameti, da bojo razumeli, da ni problem to, kdo neko novico prinese, ne? Ampak je problem novica. Ne? Mi ne vemo, vemo samo to, da SDS, kar je tudi Karmen Švegel povedala, ko je to podjetje Black Cube vprašala, kaj, če oni poslujejo s političnimi strankami, pa je bil odgovor, in to je bilo na nacionalni televiziji, je bil odgovor pač ne. Oni ne poslujejo s političnimi strankami in to, kar meni ves čas že mi je v glavi, da sem seveda ker afero Patria iz leta 2008 in vlogo RTV-ja zelo dobro poznam, ker sem bil noter sam angažiran, ti nisi bil, ampak tega ne bom zdaj razpravljal. Ampak hočem reči, tole me spominja na Patrio, ker tam je bilo tudi, ona je rekla, da najverjetneje so se dobili v Sloveniji, ja, ampak zaradi poslov na Hrvaškem, tudi se je potem izkazalo, da JJ, ki naj bi bil v Patrii, Janez Janša... Mislim, da je bil samo en J, kako ne? Dva. JJ naj bi iz Patrije dobil za pokojnino, pa se je izkazalo, da gre za nekoga na Hrvaškem, da ta izraelska firma se dobiva v Sloveniji, ampak s hrvaškimi partnerji, kar je čisto neka druga zgodba. In seveda ta, bi rekel, poskus preusmeriti to, kar je pa po moje, kar je pa smrtni strup za vse te ljudi, ki so v teh posnetkih oziroma prisluhih oziroma udeleženi in za vse tiste, ki še bodo, ker tega ne moreš politično preživeti. Ti ne moreš politično preživeti, da te nekdo kompromitira in to tako rekoč na vzkrižnem ognju, z posnetki, ki prihajajo iz globokega, bi rekel, globoke države, se pravi, svobode, se pravi, njihovega globokega grla, če hočete, tudi druga prispodoba, z temi, ki prihajajo iz tujine, ki jih sami dajo te ljudje. Ti ljudje so, ne bom jih zdaj omenil, pa cela Slovenija jih je videla, so doživljenjsko kot politiki kompromitirani. Oni morajo absolutno verodostojno pojasniti to. S tem se pa pojavlja zdaj seveda problem, ker je to recimo dr. Gamolin analiziral, in da je to pač, da to ni fake, ampak da je to pač avtentično po vseh parametrih, ki jih imamo za ugotavljanje avtentičnosti nekega posnetka. In tle so zdaj problemi, ki bodo za te ljudi, ki so v posnetkih in za tiste, ki še prihajajo, doživljenjski. A zdaj bi, v principu, to, da je bila Vesna Vuković, da so jih prisluškovali, to je evidentno, ne vem, s kakšno tehnologijo, da so jih nalepili od spodje, karkoli, pač ona je govorila po telefonu, pa je nekdo očitno prisluškoval nekje v njeni sobi, ker se tiste sogovornike slabo sliši, ampak zdaj tele, ki so recimo hodili na pogovore, prostovoljno in tako dalje, pa se jih je posneli. A to je zdaj, mislim, so bili prisluškovani oni ali ne v tem smislu, kako bi to recimo definirali, kako ta pogovor, Nesporno so razodeli, se imamo celo mrežo, ampak recimo, kakšen je status teh posnetkov? Ja, zdaj je dva momenta. Tle se treba vprašati, zakaj bi bivša ministrica
na klic neznanega človeka odšla za 2 dni, ali pa celo večkrat za po 2 dni na Dunaj. Najbrž ne zato, da ji plačajo večerjo ali pa da si ogleda kakšno ulico, pa podobno za ostale udeležene. In tisto, kar je meni bilo pri tem neverjetno, je, kako razigrane so bile, kako so hotele očarati svoje sogovornike. Uživali so malo, ne? Tako, Jaz bi razumel, da bi poskušali nekoga zapeljati, da bi šlo to za neko ljubavno srečanje. Ampak mislim, da se je to ni šlo za to. Da je toliko ene silne energije. Skratka, čemu je bila ta silna energija namenjena? Recimo, če bi z vama naredili intervju, neka tuja televizija, te energije ne bi mogli z vaju izvleči, ko so jih imeli one. No, iz mene, ja. Kako? Iz mene, ja. Saj sem na tujih televizijah. No, če bi dobil še špagete zraven. No, ampak, hočem reči, jaz le vsekakor vidim, pa tudi meni se postavlja to vprašanje, zakaj bi hodil človek kolikor v eno deželo, drugo, vse imaš toliko stvari za početi, če si pri 18 bi gotovo dekle z veseljem šla v London. Ja, obete so se vedno kakšne posle, ne, predvidevam. To je zdaj tisto vprašanje. In zdaj tudi pri tem, najbrž ne samo, da so se obetali, bilo jim je malo namignen tudi, kakšnega reda so te posli. Skratka, ta angažma je po mojem premo sorazmeren z vsotami. Zdaj bi bilo zanimivo, oziroma skoraj nujno, tudi to pojasnilo. Vsi te, zakaj grejo klepetati, kaj je bil posel. In jaz ne bi rekel, še sreča, da je bila past za njih, če tako vzamemo. Ker če ne bi bila past, bi direktno sodelovali v čisti korupciji. To je en vidik. Oni so se v bistvu prostovoljno ponujali za nezakonit posel, da bodo izpeljali, ne? Ja, seveda. Ja, oni so celo garantirali, da so garant za uspešen posel, da na trgu ne bojo do tega posla prišli. Jaz se spomnim unga, ki je spraševal Švarc Pipanovo, v tem duhu je šlo, če bi on prišel do Goloba. Ne, to pa lahko sam prek mene. Skratka, to seveda dopuščamo, lahko seveda je to tudi malo igre. Da narediš samega sebe, da si pomembnejši, pa obetaš kaj več. Ampak preveč je teh istih situacij, podrobnosti, da bi rekel, da je šlo samo za fake. In res je pa nekaj. Konec koncev se tudi novinarske zgodbe, ko se kdaj razkrije, se često naredi na to, da gre novinar undercover nekaj početi in pol to posname in to poroča. Skratka, in le pride kot se eno, si zato pravimo, čim je dragocenost vseh teh omrežij. Tukaj je bil tudi Pop TV, tokrat nenavaden, izjemen, ki je dal besedo in tudi Pirnatu se je zdel, da je to vredno povedati, da v koliziji, se pravi tega nedovoljenega snemanja in bi rekel, sporočanja stvari, skratka, kriminalnih, pomembnih za javnost, zmaga. Ja, pa si imamo. To je podobno kot, ampak samo to še Boštjan, ampak je za oba to velja. Je pa zanimivo, kako se v principu vsebina teh njihovih izjav je bila podobna. Vsi so govorili enako, koga je treba podkupiti, da se bo privatiziral GEN-I, kako se prije do Goloba, preko Tine Gabe in podobno. Gamulin je naredil hobotnico iz tega, vsak lahko grafično zrisal, delitev vpliva, kdo je vpliv, kdo ima na to mrežo. In ta mreža, problem te mreže je, ker zadeva usredno slovensko izvršilno oblast. In eno vprašanje, ki se tukaj absolutno pojavlja in ki bi ga mogla policija absolutno zastaviti tem, ki so zajeti v prisluhu, kdo je bil na drugi strani kamere? Kdo je oseba, s katero ste se vi pogovarjali? To je ključno vprašanje, ki mora zanimati Slovenijo danes. To bi tudi moglo policijo in Sovo zanimati. Kdo je tisti, kdo je bila oseba, s katero ste se vi pogovarjali? O tem ne vemo niti zloga. Videli smo makarone, videli smo navijanje makaronov, videli smo tole gospo nekdanjo ministrico, nismo pa videli, s kom govori. In nismo videli, s kom govori Nina Zidar Klemenčič. In glede na to, da je Janković se odločil, da jo bo tožil, da priznava, se pravi župan Ljubljane, priznava avtentičnost tega prisluha, potem je najbolj logično vprašanje za policijo to, kdo je bil sogovornik. In predvsem pa za slovenski narod pred volitvami, pa najbolj logično vprašanje, poslušajte ljudje, vprašajte se, kaj ti za vaš denar. V Sloveniji izgine na leto 3,5 milijarde evrov po
po podatkih Evropske komisije za korupcijo. In to je naš denar, to so naši davki, gremo na kavo, plačamo toliko in toliko, ki prodava ti svojo knjigo, jaz svojo knjigo, plačava toliko in toliko davka. To je ta denar, to ni denar iz nekega severnega ali pa južnega tečaja najden v nekem ali pa na otoku zakladov najden. To je naš denar in zato imajo ljudje absoluten interes, da se zve, kaj je tukaj zadaj, se to razčisti. Ampak je več dimenzij. Ena, ki je na dlani, pa še nisem opazil, da se bi še medij z njo ukvarjal, so ravno besede odvetnice Klemenčič Zidarjeve o podjetju oziroma firmi Intercontinental v Ljubljani. Da je šlo za provizijo, da je županov sin to organiziral. Tam bi bilo zelo enostavno. Vsebina je bila ekspresno gradbeno dovoljenje. Torej, bilo bi samo za pogledati, koliko časa je trajalo v tistem letu, da je nekdo dobil gradbeno dovoljenje in v kolikem času je dobil ta. Skratka, kaj pa je korupcija, da v postopkih nekdo dobi ekspresno, hitro nekaj, kar drugega trajajo leta. In tukaj bi bila naloga novinarjev, da privijajo vse. Najprej grejo pogledati, potem gledajo ljudi na upravnih enotah, zakaj so mu izdali v tako kratkem času, zakaj ta procedura ni tekla enako, v čem. Skratka, in da nam bi hkrati še skenirali, skenirali, kaj to pomeni. En dobi, nimam pojma, ampak ugibam recimo v 2-3 mesecih, drug pa 2 leti. Evo. In to je korupcija. In to je v resnici ta ležernost, konec koncev, vse če vzamemo tudi eno polje, v katerem ni bilo besede. Vzamemo samo politike, člane vlade ali pa člane parlamenta. Pa bi pogledali, kako je bilo njihovo obravnavanje v zdravniških ambulantah. Bi šli čisto preprosto. Se je zgodilo, premijer je to in je čakal v vrsti skupaj z ostalimi toliko in toliko časa, podobno nek minister, ali je tekel vse po drugih kanalih. Ali bi tudi pogledali, zelo preprosto v tej stvari, kdo je uporabljal, kdo je hodil v zasebne klinike od teh, ki upijajo proti njim. Skratka, tukaj manjka vsekakor močen novinarski angažma, ki bi prihajal sam iz sebe. Ne takrat, ko dobiš informacije, neke politične strani, pa greš pa vsem detajle sestavljati ali pa nadaljuješ. Ampak to se mi zdi tisto v tej stvari še posebej, kako bi rekel, manjkajoče, da recimo posel, ki je bila dejansko naloga preiskovalnih novinarjev ali pa novinarjev, evo, poglejmo, kako je to šlo. Zdaj, ko pa še teh raziskovalnih novinarjih, ni to nekako malo nenavadno, recimo primer Mekine, pa se lahko bil dolgokoli drug, recimo pride teoretično gledati do neke zgodbe in za to zgodbo recimo ne objavi v mediju, pa se poskuša recimo proslaviti, kako kot novinar, a pa da gre na tiskovno konferenco z nekom drugim in tam nekaj pripoveduje. A veš, recimo gledamo afero Watergate, so novinarji objavili v članku, kaj se je dogajalo z Nixonom, kar je to, če gremo lahko nazaj. Niso šli na tiskovno konferenco in bom rekel o tem pripovedovali, XY. Če gremo lahko nazaj na vprašanje, je to seveda, kar je ta volilna kampanja pokazala, je predvsem pokazala, da mi z nekimi redkimi izjemami nimamo raziskovalnega novinarstva, oziroma da sploh nimamo novinarstva, da imamo neke PR-ovske, bi rekel, službe v določenih medijih, ki bi rekel, ščitijo te in one interese. Ob tem, kar smo pozabili povedati, da mi imamo en zelo močen precedens, to je 15 let nazaj so Zorana Talerja ujeli na prav taki zadevi in je imela prav taka zadeva, kot smo jo zdaj videli, zelo, zelo resne konsekvence za Zorana Talerja, ker je... Ja, pa ne zginil je iz političnega življenja. V zaporu je potem izginil. In potem je izginil iz političnega življenja. Zato jaz pravim, da je to doživljenjski kompromat za tiste, ki so na teh posnetkih in za tiste, ki na teh posnetkih bo, zato ker jaz trdim, da se tega ne da pomesti pod preprogo in ignorirati sploh zato, ker je ena temeljnih značilnosti, kot smo že ugotovili, te volilne kampanje ta, da zelo močno, oziroma pravzaprav ne močno, ampak odločujoče sodelujejo, bi rekel, vzporedna družbena omrežja. Vsaj v prvem delu, v prvi tretjini, recimo,
te kampanje so bila ona odločilna. To je bilo to neprediprav, a ne Repič, a ne s tistim svojim, pa potem z aretacijo in gor dol, so ona vodila trend, potem je prišel Gamulin, potem so prišla te posnetki novinarjev, oziroma te posnetki, se pravi teh ljudi, ki so bili ujeti pri Znova na spletu, ne? So se znašli na spletu, niso se znašli na kameri nacionalne ali pa komercialne televizije, ampak na spletu. Prvi in tudi kampanjo so intonirala družbena omrežja. Potem so šele zagrabili in recimo na Pop TV nacionalki poskušali na vsak način obrniti trend stran od resnice in spet smo pri laži. Kajti resnica je zelo enostavna. Resnica je ta, da so bili ljudje, ki so neposredno povezani oziroma celo tvorijo neposredni vrh slovenske izvršilne oblasti ali so ga tvorili, ujeti v zelo, bi rekel, nesprejemljivih položajih za njihovo javno funkcijo. To je bila resnica. Vse ostalo, kdo jih je ujel, kakšne štumfe je imel tisti novinar, tisti obveščevalc od tiste agencije, ki itak ne posluje s političnimi strankami, to je brez veze. To je samo, ampak družbena omrežja so ustvarila to kampanjo. So ustvarila teme te kampanje. Ja, jaz, če odgovorim na tvoje vprašanje, Borut Mikina je več moj kolega na Mladini, in s katerim ne glede na to, da ima različne poglede, različne principe žurnalizma, meni to popolnoma razumljivo. To je tako, kot ti, ko daš nekaj na požar report, skratka, nimaš končnega dokaza. Imaš neke indice, neke znake in to za zgodbo zadošča. In v tem smislu se mi zdi popolnoma jasno, če si novinar in se ti zdi, da si dobil neke materijale, ki bi lahko nastale, povezale veliko zgodbo, da boš to objavil. Drugo je pa seveda, koliko je zdaj to prepričljivo in ima to status dokaza, oziroma tudi, a to povzroči pol, bi rekel, sliko, ki prevzame vse. In v demokraciji, in ta hip se mi zdi, da je demokracija, obstajajo pač pogledi, ki isti dogodek lahko tehtajo bolj skrupulozno, ali pa zahtevajo še kaj več. Glede, mene je najbolj presenetilo. Ta del jaz popolnoma razumem. Jaz se zdi, samo to ne davam, da to ne objaviš, ampak da greš na tiskovno konferenco. Ampak ne, sem bi še tlele dodal nekaj, kar smo pozabili. Naenkrat Janša je rekel, da ni imel pojma, kaj je to Black Cube. In v resnici nihče o tem se ni govorilo, se ni pisalo. No, potem pa pride nek prispev, ko nekdo reče, to deluje že 20 let ali kaj, ampak primer najbolj zavrženega podjetja gor dol. In to naenkrat postane splošna resnica. Nihče se ne ukvarja, da bi šel zares pogledati. V 20 letih si mogel narediti kaj drugega kot te zgodbe Bolgarija in Romunija. Drugič, kar je najbolj zanimivo, se mi pojma nimamo, kaj je bila tam vsebina. Kaj je bila vsebina? Romunija in Bolgarija sta bili vedno znani tudi kot koruptivni deželi, tudi sodstvo vprašljivo. Ne vemo, kako so te procesi tekali, nekaj je, kdo je bil. Skratka, ko imaš ti eno institucijo, o kateri včeraj nisi vedel, do včeraj nič, potem pa nimaš raziskanih vseh detajlov, kako in tudi z njihove strani ali pa strani Izraelcev. Ampak kar naenkrat postaviš novo sliko, zdaj smo dobili pa vrhovnega črnega hudička, ki je zdaj jasno. Čim zagledaš, slišiš Black Tube, to je nekaj najhujšega. Tle še en zelo globok. Nisi končal še, ne? Ne, a veš kaj, hotel bi ravno to reči, da kaj rabiš? V družbi seveda vsi ti skoki, ko ti naenkrat pokažejo, nič nisi o tem poznal, pa ti naenkrat nekdo čisto na kratko pove sliko Bad Good Guys in potem to velja kot suho zlato, to je že situacija, na kateri bi mogel biti vsak bralec, gledalec pozoren, alarm. To je že manipulacija. Ker si nekoga zetiketiral finalno, brez kakršnekoli miselne povezave. Očitno v Belgiji so upravili neko dobro delo, so skrili neko korupcijo, pa je odstopil minister. Jaz sem hotel še eno stvar reči v zvezi z Bernardom, ti si rekel, to si pravilno rekel, da dogodek, da danes omrežja in to omogočajo, da se pač opredeljujemo do dogodka, ampak tega dogodka ni bilo.
SDS ni najela Black Cube za te operacije. Ni bilo tega dogodka. Tle je pa razlika med tem, kar piše Bojan, pa med tem, kar počne Mekina, da je ta dogodek izmišljen. Oziroma, to je približno tako, kot da bi, ne vem, druga zadeva, ki je pa tle za akterje te lansirane laži iz smrtno nevarna, je pa zgodba kirurga Dolenca. Kakšno zvezo ima to? Pazite, da gre zdaj Black Cube tožiti za $10 milijonov za povzročeno škodo te, ki so klevetali tu v Izraelu. Tako kot je naredil ta pacient od pokojnega kirurga Dolenca. 30 let se je vlekel. Vsote so bile kolosalne. A ti ljudje niso premislili, da ta nevarnost, seveda v vseh teh diskvalifikacijah, ki so jih lansirali, da ta nevarnost izredno realno obstaja. Ker če ima to Black, jaz nimam pojma, kaj je to Black Cube. Nimam pojma. Ampak če ima te uspehe, ki smo videli v Belgiji, je to neka verodostojna zgodba. Ja, ampak glej, neka razlika pa je. Ne moreš se žurnalizma tako manihejsko postavljati resnica, laž, dobri, slabi. V žurnalizmu so seveda neki indici, neki razlogi, zakaj pišeš, in če znotraj tega pišeš koherentno, lahko si, kot rečeno, bolj ali manj kredibilen, ampak to je žurnalizem. Žurnalizem ne čaka na končno stanje v sodnem postopku, da bi o ničem pisali. Vedno piše že vnaprej. Potem se ti kdaj skaže, da drži, lahko ne drži, ampak da je pa to jasno, kurantna tema, je pa meni logično. Največ novinar hoče pojasnevati. Ta tema sploh ni obstajala od tiste tiskovne konference. Hočem reči, da dejstvo, da dobiš nek indic, katerikoli, je seveda nujno, da greš iskat zgodbo in da se stavaš zgodbo. To je žurnalizem. Na vseh koncih. To se pa kasneje izkaže, kaj drži, pa kaj ne drži. Cela Patria je ker je doživela sodni epilog, na koncu se je izkazalo, da je vse skupaj bolj manj fake. In tudi, seveda, stvari so bolj komplicirane, če bi gledal stališča čist analitičnega dokazovanja. To, da pride židovski gost na Brnik, to ne pomeni samo po sebi, da je to povezan z kakršnimi koli prisluhi, konec koncev, tudi če pride narkošef, ki ga še niso zaprli, ga sumijo v neko deželo, pa se zgodi tam nek narkoposel, dejstvo, da je on stopil na uno letališče, to ne dokazuje. Sej, to je jasno. In vedno je seveda tudi možnost, da ne vemo, v resnici ne vemo, zakaj so tukaj bili. Tele gostje, bili so mnogi razlogi, lahko so imeli posle, se ni samo Slovenija, lahko so imeli posle na Hrvaškem, na Madžarskem, lahko so se dubali inkognito v Sloveniji z nekom iz Poljske, karkoli je. Skratka, to je, bi rekel, v smislu dokazovanja, sodnega, racionalnega, v žurnalizmu pa levji del žurnalizma, pa velik del žurnalizma biva na tem, da štarta z indici in jih potem razpletaš. Samo, veš kaj je to, kar je Mekina naredil, to ni imelo žurnalizmu nobene zveze, čisto preprosto po zunanjih parametrih. To je bila tiskovna konferenca, to je bil članek, to je bila tiskovna konferenca v finalu volilne kampanje v neki državi, ki se je postavila na natančno določeno politično pozicijo. In to zame ni, jaz sem 30 let v žurnalizmu, tako kot ti, pa tako kot Bojan, in to zame tiskovne konference v podporo neki politični opciji in v diskvalifikacijo, druge zame niso žurnalizem. Druga zadeva pa, kar pa seveda tukaj bode v oči, je pa to, da se spet ne pogovarjamo o bistvu, ampak v bistvu pa je, mislim, in to je po moje temeljno, to bi moralo biti temeljno sporočilo te volilne kampanje, da je ta volilna, da so družbena omrežja usporedno v prostor pripeljala, na sredo prostora pripeljala temo, ki je strahotno obremenjujoča za tiste, ki sedaj Slovenijo vodijo in upravljajo. In kaže na to, da se je ta oblast docela odtujila državljanom in da imamo mi res prvorazredne, za katere ne veljajo samo imunost pred zakonom in to, ampak neki posebni pogoji poslovanja, ki so seveda po vseh normalnih kriterijih kriminalni. To je temeljna resnica. Vse ostalo je brez veze. To je pa res.
Ne? To je pa res. Konec koncev vsem tem govorimo že 10 let, 15 let, da denar od tega, konec koncev, uraden podatek je, da zgine 3,5 milijarde v korupciji. Pustimo, uradni podatek ne more biti, ker ne moreš toliko zadeti. Če bi uradni podatek, potem bi že imeli. Potem bi vedel, kjer jih 3,5 milijarde. To je ocena. Ampak tisto, kar je pa drži zdaj, kaj pa je dejstvo, je pa to, da v zvezi z potencialnim izvorom, čeprav nisem videl tega dokaza, pa ne sploh, kdo je avtor, tega pa Sova do zdaj je bilo to pa najbolj špekulativno, da zato, ker je ti spominja na snemanje, zato je Black Cube avtor, akcije, skratka, tukaj je bilo uporabljeno kar nekaj energije, pustimo koliko, Sova se je angažirala. Na drugi strani, ko imamo vsebina prisluhov in realnost, tam ni ničesar. Tam do zdaj nismo zvedeli, smo samo to, da so štartali, da bodo. Se pravi, v krucialni stvari, koliko imamo to že, 2 tedna, 3, ni policija naredila nobenega koraka. V sekundarni je pa, pravzaprav so angažirali pa najbolj eliten del policije, ki ima dovoljene celo metode, ki jih druga nima, za iskanje. In to pa je, pravzaprav, bi zdaj pričakoval, če se vzameš, da je oboje problem, hipotetično, čeprav smo videli, da samo snemanje tega, tudi če je fake, če gre za interes razkrivanja javnosti pomembnih stvari, niti ne more biti sodno pregonljiv, ampak kljub vsemu, na dva različna načina se je tukaj policija odzvala. Ampak zdaj mi sploh v bistvu tako, počasi da zaključimo to zgodbo, mi v bistvu ne vemo zdaj sploh, ali je to Black Cube naredil ali ne. To jaz ves čas govorim, da izhajati moramo iz resnice. Ampak v resnici, da je to resnica, Black Cube pa te povezave, nimamo niti najmanjšega indica. Najmanjšega. Indic imamo tiskovno konferenco 8. marca. Indici so. Indici je to, da so bili tukaj. Indici je to, da so se take stvari zgodile, rečemo, v drugih državah, kot je Bolgarija. Kakšno zvezo ima to z... To je indic. Indic ni dokaz. To je indic. Indici so, dokazov pa ni. Dokazov ni pa resnici nobenega. Dobro, zdaj pa še, da so bili tukaj, to se mi zdi meni. To ima Bernard prav, to so indici. Ampak se je bil tudi Ali Aksa, ki je šel papeža streljati tukaj. Ni pa dokazal, vse to je čisto logičen zaključek. Kdo vse je bil tukaj? Vse to je najbolj logičen zaključek. Indici so, ni pa dobenih dokazov. Tudi Sova jih zdaj ni predstavlja. V bistvu je tam, sem gledal Vojko Volk, v bistvu samo ponavljal indice. Pa vmes uporabljal Sovo kot nek dodatni argument. Pa malo so mediji potem naredili svoje, precej, ker so vse te stvari, oni so v bistvu pa te indice spreminjali v neka dejstva, pa v trdilne oblike in podobno. To je bil kar nek aparat. Tam je bila ena zelo lepa retorična poteza, ki je rekel, da so dejstva, ki kažejo. Ne, da so dejstva, ki dokazujejo, ampak dejstva so torej indici. Da obstaja, skratka, v bistvu je poimenoval indicom, je rekel, da so dejstva. Dobro, zdaj pa še v bistvu zadnjo vprašanje, glede kako... To je pa laž. On je rekel, to je res, se to govorim, da indicom je rekel, da so dejstva. To je pa pač laž. Samo zdaj Bernard omenil neke finese okoli tega, laž, radovednost, kako si je rekel, pač te različne stvari. Kaj je v temelju, se treba vprašati, se ostalo so finese, seveda, vse zgodbe, pa kaj je v temelju? Ampak zdaj vprašanje, proti koncu, koliko po vajnem mnenju, ker zdaj pač vidim vsa ta soočenja, so prva tema, zdaj tale Black Cube, koliko bo zdaj to vplivalo, Malo sem imel včeraj občutek, da se je malo to izpelo, da Golob nekako ni uspel podreti zdaj do konca s tem, Koliko se bo zdaj recimo to vprašanje, da obstaja neki indic, da so to neki tujci, pa da bi lahko tu prišlo do neke vele izdaje, ker vidim, da se jaz sem prepričan, da ta oni so... Koliko bo to zdaj vplivalo konkretno na odločitve volivcev? Oni so zelo dobro štartali s tem falzifikatom, prikrivanjem, s tem Black Cube in s to zgodbo, te temeljne resnice, ki je. Ampak zdaj se jim ta od včeraj, od tega soočenja, se jim ta zgodba izpuhteva in razblinja
in prihaja spet tisto temeljno jedro, kaj je problem, da je oblast koruptivna na plan. Zdaj, koliko časa, zdaj imamo še v bistvu 48 ur do volitev, ne, kako se bo ta, bi rekel, ta dimna zavesa, ki so nad tem strahotno bolečim dejstvom za slovensko državo ustvarila, razblinila, koliko ljudi bo to videlo, to je vprašanje, delno vprašanje, ampak tudi ne glede na to, ti ljudje so v teh prisluhih zajeti in to je kot za Zorana Talerja. Zdaj, volitve me zanima, ampak a je to že, recimo, lahko že sklepamo, recimo, reakcijo ljudi na podlagi tega, recimo, da je bil tam okoli 15% upad udeležbe na predčasnih volitvah. A je to že mogoče kaj s tem povezano ali ne? Ne, jaz mislim, to je pač ta čist poziv Janše in tudi eno racionalni pogled. Ne? Če vzameš, kakšna procedura nadzorovanja glasov in kje se nahajajo je na volilni dan, in kako ležerna je na ostale dni. Skratka, tam nekje zaklene, nek varnostnik in to je to. Skratka, zakaj bi imel tam tako nizke standarde čuvanja? To mislim, da je to. Ampak v tej stvari bomo videli, ta prvi učink, sploh ko je v ponedeljek v demoničnem nastopu razglasu za veleizdajalca Golob Janšo, je bila to kulminacija. Ponedeljek. Mislim, da je bilo to ponedeljek, je to bilo, ja. Je bila kulminacija. Zdaj je bržkone čas malo spremenil težo. Če se bi to zgodilo kakšen petek, potem bi bil volilni molk in odzivov medijskih pravzaprav ne bi bilo. Tako je pa pol od ponedeljka do včeraj četrtka, še nadaljnje dneve, so prihajale razmišljanja, kot sem rekel, ravnanje Sove je ocenjeval bivši nekdanji direktor, tudi Podbregar, potem pojavili so se, kot recimo, pravni pogledi, odprla so se vprašanja, to, kar pravi recimo Boštjan, kako sploh vemo, kako lahko ugotovimo, da je to, kaj so dokazi, kaj niso. In namesto zdaj tega etiketiranja, ki bi deloval kot a priorno, baraba, ta je izdajalec, niti bi rekel, s tujci se pogaja za to, da bo očrnil svoje nasprotnike, ta narativ je potem nekaj izgubil. Jaz ne vem, koliko je izgubil. To bomo videli pri volilnem izidu. Ampak vsekakor, če bi se to zgodilo v petek, če gledam tako, bi bilo veliko močnejše, ker ta reflektivni del, malo razsvetljenja, ne bi bilo možnosti. Ampak to razsvetljenje pa lahko nastopa ravno zato, ker je ta medijski svet danes pa kljub vsemu tako zelo širok, da pridejo do izraza širni pogledi. Izvolite še. Ja, bi se zelo strinjal, se sem že prej to povedal, zdaj volilni izid napovedovati je nemogoče. Jaz mislim, da ključni faktor, ki bo odločal o tem, bo koliko teh manjših strank bo prestopilo. Ti zdaj, ja, razumem, kaj vas više. Mislim, drugače, mislim, to bo potem pokazalo tisto, ker manj manjših strank bo prestopilo, večji bo po Dontovem sistemu delež razdeljenih glasov velikim strankam, ker pač bo privilegirana SDS, ki bo skoraj zagotovo zmagovalka volitev. Ampak se nič ni v tem smislu še odločeno, pač odločeno. Temeljno vprašanje je, ali bodo ljudje razumeli, da je ta njihova oblast neskončno koruptivna, in da jih je to, kar sva začela, ker sem prav, katere vitalne interese slovenstva je ta vlada vse ogrozila. Dodam še, da je 200 000 v Sloveniji lastnikov 2 nepremičnin, od tega ogromno nekih upokojencev, ki imajo vikendice in ki jih bojo pač, kot so napovedali, vprašanje je bilo, koliko bo ta dogodek s tem Black Cubom. Tu se strinjava, to zdaj izveneva. To, če bi oni lansirali, jaz sem pričakoval, da udarc vedno pride sredo četrtek kampanje, ker tako je bilo recimo 2011, ki je Mojca Šetinc Pašek Trento reklamirala, pa je potem Janša zgubil, ker tako kot je rekel Bernard, tega se ne da več parirati. Sreda četrtek ali v četrtek celo, se ne da več parirati, ker to je udarilo v ponedeljek, že v Golobovem nastopu, ki je bil, tako kot je rekel Bernard, demoničen, to je v vseh smislih besede edina pravilna beseda, zdravo bi dodal še nevrotičen. Je to se zdaj že kar izpuhtelo, da je pa odvisno, koliko bojo ljudje te volitve, če greva nazaj, vzeli za res, da morajo tu vsi voliti. Dobro,
Še je dodal, Dušan? Ja, nekaj pa je en zaplet resen. Do nedavnega smo imeli celo občutek, da volilne ankete nam kaj povejo. Po 2 velikih fiaskih na referendumih in tudi konec koncev delno zadnjih volitev je pa jasno, da te ankete predstavljajo lahko spodbudo za koga, da gre voliti, ali pa spodbudo za to, da voliš veliko stranko napram nasproti mali, ampak da nam pa to povejo, kaj bo, da so pa napoved, to pa pravzaprav racionalen človek več ne more v to verjeti. Veste, jaz enako občutek, no, ko zdaj pač objaviš, da je kakšno anketo, ki se zdi zanimiva, ali pa neko zapovedje teh nekih anket, pa vidim, ja, jaz po odzivih, da nekako ljudje jih več ne jemljajo čisto resno, ne. Tudi ni več nekega takega, kako bi rekel, zanimanja za te ankete, ne, ker včasih je to bilo, tudi ne vem sam med nami, ker pač nekaj sprejelo, tudi med običajnimi ljudmi, zdaj pa vidim, da več tega ni, ne. Ampak to je verjetno eden od teh stranskih produktov. Ne? Tudi en produkt. To se je po mojem najbolj sesul po tem referendumu okoli evtanazije. Evtanazije. To je tak fiasko, da bi mogli odstopati, pa niso. Ne. Odstopiti bi že vlada, ali kako? Ne, mislim... Anketari, ne, anketari. Lastniki agencije. Lastnik ne bo odstopil k direktorju. Čeprav vidim, da zdaj nekateri... Časopisi, ki so to objavljali, ne? Uredniki časopisov, ki so to objavljali. Časopisi bi mogli naslednjo logiko imeti, pa angažirati druge agencije. Ja, sem vidim, da so še bolj angažirali tiste agencije, ki so... Ankete so vedno v fazi, v funkciji ustvarjanja javnega mnenja, ne merjenja. V ZDA so preprosto, Trump je pregazil vse ankete. Vse ankete, vse tiste, ne samo ankete, tudi te pozive teh raznih vplivnežev, filmskih igralcev in tako dalje. Dobro. Ampak je pa še imate kakšno napoved za nedeljo, po vajnem mnenju? No, vsekakor bo veselo opazovati in spremljati štete glasov. Mislim, bistveno je tako, kot sem rekel, koliko teh malih strank bo prišlo v parlament, zato ker potem se bo večjih strankam avtomatično povečalo in bomo dobili čisto drugačna slika je, če leta recimo 2022 niso prišle 4 male stranke v parlament, se pravi Povežimo Slovenijo, Aleksandre Pivec stranka, Bratuškove stranke, Alenka pa Marjana Šarca, 4 stranke, ne? In to je seveda potem dal Golobu neskončen pospešek po Dontovem sistemu. To pa ne mogoče napovedati, katere stranke bodo prišle noter, ne? Ampak jaz pravim ljudem, da to so pač volitve, na katere je treba iti, absolutno. Plebiscit. Pa mislim, glede udeležbe pričakujete podobno, kot je bilo zadnjič, kako pa 2 leti, pa 4 leti. Jaz mislim, da bo na levici manjša udeležba, zato ker po teh škandalih pač ne morejo, mislim, pa tudi konec koncev levičari so SP-ovci, pa konec koncev levičari so zdravniki. Se večina zdravnikov je volila Goloba. Me zanima enega zdravnika. Večina podjetnikov, ne? Pa večina podjetnikov, zanima enega zdravnika pa podjetnika, ki bo zdajle volil Goloba. Glede udeležbe, Bernard. To so razlogi, ponavadi je funkcija zelo pomembna, strah, bes nad nekom. Takrat je COVID in cela mitologija, ki mu je sledila države, ki duši in uplinja, bila velik motivator za prihod na volitve. Zdaj je lahko motivator to, kar je na začetku Boštjan izpostavil, serija poklicev ljudi, ki pravzaprav jih ta vlada s svojimi početji globoko zadeva v njihovo bivanje. Tudi en kanček antijanšizma je ta zadnja afera gotovo budila, ki so lahko tudi faktor. Nekateri, ki so že pozabili, da so antijanšisti, so lahko se vrnejo. Tako da to so faktori, jaz ne bi mogel iz tega pa izpeljati kaj in kateri bojo močnejši. Bomo počakali, ja. Ampak kakokoli mi se znova vidimo prihodnji ponedeljek, ne v torek, ker bomo praktično že nekaj ur po koncu volilne kampanje, oziroma po koncu volitev komentirali volilne rezultate in analizirali možne zastave nove vlade. Skratka, nova ura resnice, da bo v torek, ampak že v ponedeljek zvečer. Tudi takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.